Povprečna temperatura se je v Evropi vsako desetletje od leta 1991 dvignila za pol stopinje Celzija, do danes torej za 1,5 stopinje. To je največ med vsemi 6 meteorološkimi regijami. Tudi za prihodnost so obeti podobni, Evropa se bo ogrevala hitreje od povprečja. Severna polobla je že tako toplejša od južne, predvsem zaradi tokov v Atlantskem oceanu. Eden od razlogov je tudi neenakomerna razporeditev kopnega in morja. Kopno se namreč segreva hitreje od morja. Na južni polobli je več morja, kar močno pripomore k temu, da se temperatura dviga počasneje kot na severni polobli. Morje je namreč sposobno shraniti ogromno toplote in je zato uravnovalec temperature. To opazimo že vsak dan posebej. Ponoči je ob morju topleje kot na celini, podnevi pa ob sončnem vremenu temperature ob morju ne narastejo toliko kot na celini. Podatek o dvigu temperature v Evropi je sicer povprečen, a to ne pomeni, da se je ta dvignila povsod enako. Najhitreje se v Evropi segrevata skrajni sever in severovzhod, torej Skandinavija in evropski del Rusije. Tudi Slovenija, ki leži v zaledju Sredozemlja, se segreva hitreje od povprečja. Počasneje od povprečja se segreva predvsem skrajno zahodni konci Evrope, Irska, del Francije in Velike Britanije, se pravi območja ob Atlantskem oceanu. Posledice segrevanja ozračja že občutimo, to so poplave, neurja, skrajne temperature, požari. Zaradi občutnega segrevanja so se od leta 1997 ledeniki v Alpah močno stanjšali za 30 metrov. Meritve kažejo, da sta se tudi Triglavski ledenik in ledenik pod Skutom močno skrčila in stanjšala. A nič ni še prepozno, posledice podnebnih sprememb so odvisne od naših dejanj in odnosa do okolja.